Nekateri lokalni mediji so brez podrobne raziskave zgolj domnevali, da mestna občina Maribor pri tujih investitorjih nima pomembne vloge. Potovanje občinske delegacije naj bi tako bila zgolj izguba denarja in časa, skratka turizem. Na podlagi tega se je vzpostavilo to spoznavanje sistema Invest in Maribor, da sedaj prihaja tudi do tega, da tuji investitorji sami dostopajo do nas preko te platforme. Zato, ker je to že postalo v tem svetovnem merilu prepoznana blagovna znamka. Kljub nekaterim pomislekom je občinska pisarna Invest in Maribor v našo občino pripeljala kar nekaj tujih investitorjev, med katerimi so tudi multinacionalke. Pisarna Invest in Maribor je v naši občini pravzaprav novost, saj predtem tuji investitorji niso imeli neposrednega sogovornika za morebitne investicije. Zdaj, če gremo naštevati, bom rekel, investitorje, ki je praktično obdržal Durabus, potem letališče, Serioplast, v centru mesta je tudi eno podjetje iz področja informatike. Potem, ne nazadnje, zdaj trenutno se pogovarjamo za investicijo z včeraj znano E.ON Reality podjetjem, ameriško podjetje. Ravno sedaj prihaja tudi eno turško podjetje v Maribor, kjer je tudi že popraševalo po postopkih ustanovitve podjetja. Tuji investitorji so poskrbeli predvsem za nova delovna mesta in našo prepoznavnost. Občina se je namreč z razlogom usmerila na Kitajsko. Odločiti se mora za en trg, na katerega potem lansiraš več resursov, ampak če si ti odprt za en trg, kot je Kitajska, zakaj Kitajska? Zato, ker nihče drug se tja ni usmerjal. To pomeni, da si odprt za vse trge. Naprimer, to podjetje E.ON Reality nas je obrnilo, ker so pač videli, da smo odprti za tuje trge, da smo odprti za tuje investitorje in da nudimo suport. Podpora investitorjem, ki jo nudi občina, pa ne pomeni finančnega zaledja oziroma nepovratnih sredstev, ki bi investitorje privabili na naš trg. Gre namreč za svetovanje, kako pri nas najlažje ustanoviti podjetje, kje so najprimernejše lokacije in kje morebitne davčne olajšave. Nepovratnih sredstev občina namreč ne more obljubiti. We were in discussion with the municipality with the Ministry of Commerce, with the Ministry of Finance for a while, and at last we couldn't get it due to a lot of reasons. So we aborted in 2015. I think the beginning of 2015 we aborted, and afterwards we didn't get anything from either the central government or the local municipality. We didn't get anything. Kljub vsemu pa to kitajskih vlagateljev ni odvrnilo od ustanovitve podjetja TAM Europe v Mariboru. Direktor podjetja je namreč prepričan, da občina za tuje investitorje dobro pripravlja teren. Slovenia, and especially Maribor, has a good basis of being invested in. Dejstva o tujih investitorjih v Mariboru in vlogi mestne občine Maribor torej vendarle kažejo, da občinski obiski tujih držav niso turistični, ampak del strateškega delovanja za boljši Maribor. Ne nazadnje so že prinesli pozitivne rezultate.